sedela sem zraven Tomija, ki je to pel. Bilo je nerealno. Tako, nimam besed, zapomnila sem absolutno to, da ta nenormalna euforija je bila prisotna. Iz knjige želja imam tu Ano, katero je prijavil brat na nekaj posebnega. Zdaj, kaj pa boste izvedeli prav kmalu? Ej, Manca, veš kaj, tukaj imam Ano z knjige želja in ona bi si ful želela pet karaoke s Tomijem. Kaj lahko zrihtaš Tomija od Siddharte? Okej, no, dobro. Oh my god, vidim ga. Oh my god. Dobar dan. Čau. Čau. Tomi. Oh my god. Živijo. Čau. Tomi, živijo. Bomo kaj zapeli? Z veseljem. A prede boš ti vozil? A da bi? Ja, mojem, ja. No pa da vidimo, kaj se zgodi. Živim joka. Sprav pojemo in vozimo. Tako. Kražem. Ana, skod pa si? Iz tle. Iz Kle? Ja, toliko sem živela v Ljubljani, da nimam niti na glasa, tako da, ja. A ja, no pa ti povej, kako, kam pa kako. Ej, jaz ne vem, vse to pa ne večkaj. Jaz vem proti Portorožu, ampak A res? se pravi moramo, ja najbrž. Zdaj ti si tukaj domačin, povej, kje so radarji približno, a voziš avto? Oh my god, čakaj. Dej, oh my god. Ne, jaz. A ni tukaj nekje Bonifika? Tole? Tole? Pa saj ste bili tle. Se bomo Kle? Ja, vem, da boste tle. Zakaj niste več tle? Moram se jaz furati po celi Sloveniji, da prijem do vas. Ja se moramo mi tudi, veš. Okej. Pa v bistvu pridemo vsake toliko do vas. Pri nas ste bili 2019, konec 2019. Vmes ste bili kaj, v Dekanjih? Ampak ja, sej vmes je, nobeden ni bil kaj dosti drugi. Je pa, kdaj pa pridemo sem? 9. marca. 9. marca. To je ta prvi moj. Ja. Tukaj bomo... Zdaj kar magar na ta pa, da greš. Na ta? Ja. Ma to. Kaj zdaj poslušaš? Doma? V avtu. A veš kaj pa zdaj res poslušam? Veliko teh novih stvari, ki jih delamo, zaradi tega, ker jih treba dokončati. In to je v bistvu hkrati super početi, ne? Po drugi strani pa z našega zornega kota je kar zahtevno, ker si preveč analitičen in preveč spremljaš, kaj vse te moti ali pa kaj bi bilo lahko boljše, ne? In ko enkrat do konca vse uredimo, takrat moraš pa spustiti pa rečeš, ok, da zdaj pa to je to in tako bo ostalo za zmeri, ne? Kdaj pa lahko pričakujem? Ja, en komad bo šel že zdaj, čez neki dni, 1 minuta bo naslov. Oh my god, ej. In smo ravno včeraj dobili, ker dajemo miksati stvari v Ameriko in potem glavni master delajo v Nemčiji, smo iz Nemčije dobili ravno včeraj in smo poslušali in smo ga potrdili, tako da ta je zdaj ready. Mislim, da se dela tudi spot, se montira, no, ki bo narejen tudi veliko izposnetkov, ki so iz Stožice. Hkrati se dela pa še en komad, tudi video spot, oziroma še 2, no, kar 3 hkrati delamo, zato da bomo dali čim prej ven. Super, končno. In to ne dela, čakaj, da bo. Ja, ne dela. Se pravi, koliko damo lahko gledati. Ta refren je zdaj tvoj. Daj, Ana, pretegam. Od višine se zvrti. Ok, zdaj, če sem že malo nehala pa čart, najbolj čudna, zanimiva interakcija s fanom.
misliš na splošno, moški ali ženska, kako je, težko je kar izpostaviti, se veš, da tisto vprašanje, nisem odgovor na to. So oni, ki so res obskurni, čudni, ki so že kar malo strašljivi, a ne, se pravi, da prije kar do kakšnih objestnih situacij. Naprimer? Ja, da te sledijo, pa dobivaš na dom različne zelo dvoumne sporočila ali pa kaj takega, da se v bistvu že ustrašiš. Sem mogel enkrat iti prav na pobudo ostalih na policijo prijaviti, ker sem bil že kar obtožen, da imam jaz ful enih otrok in da če mislim jaz kaj skrbeti za njih, ne. Pa nisem, to je bila pač ženska, nisem nič poznal te ženske, ne prej, ne pol. Ampak je bilo kar že tako, se pravim, malo scary. Do tega, kolikrat je bila ona pri meni doma in kolikrat sem bil jaz tam in seveda, ne, da počas bi bil čas, da jaz poznam te otroke. Resno. Ja. Ampak, če se prav spomnim, ker to je bilo pred časom, da je ta ženska imela že pred neko zgodovino takih samopredvidevanj, ne, da je živela kar v nekem pravličnem svetu, pa če se mi zdi, da je celo malo starejša bila od mene. Prav živo in stara. To je eden izmed teh, ne. In kaj na koncertu tako? Ali kaj? Misliš med ali pred ali po? Pač karkoli. Na koncertih si na odru je težko, da se kaj... Ne vem, da te kdo najde po tem, pred tem. Kaj najde se, nas je toliko, veš, da je težko, da se karkoli, bom rekel, nevarenega zgodi. Kako najraje izkoristiš dan? Ja, moj dan se začne kar pozno v primerjavi z ostalimi. Tako da jaz vidim, sicer vidim veliko sončnih vzhodov, ampak jih vidim iz druge strani, se pravi po celi noči počakam še sončne vzhode. Jaz sem gledala intervju, da si nočni človek. Ja, takrat imam največ miru, tako se mi zdi, da je podnev kar kaos. Ko si enkrat v rock'n'rollu, nima ta 2 dneva enakega urnika, ne, tako da je v bistvu razen to, da skušam se zbuditi čim kasneje, zato ker hodim spat dosti pozno, ne. Ker v tem zabavnem biznisu se ob 9 ali pa ob 10 zjutraj nimaš s kom nič zmeniti in pogovarjati, ker vsi ostali tudi spijo, zato ker imaš po noč več stvari za zrihtati, ne. Takrat smo bolj aktivni, pravzaprav da vidimo del dneva in potem tudi kar velik del noči, ne. Vse, kar pol tudi pride prav v muski, ne. Pa večino žurov je itak po noč. Ja. Ne? In potem se nadaljujejo v dan. Zato nimam neke konstantne ure za prehrano. V bistvu jem, kadar sem lačen. Pijem pa dostikrat tudi, kadar nisem žejen. To je tudi problem pri nas malo, ne. Zdaj, ko voziš v avtu, seveda ne. Pa ura je tudi še taka, da že težko dobiš kaj. Kaj nekje na svetu je že 10 ur, ali kaj je? Ja, to ima pa Grega Skočer, ker prav pred 12 se ne pije alkohola, ampak zmeraj nekje 12. Ja, točno tako. In kaj, če imaš, ne predstavljam si, kakšne urnike imate, ampak kaj, če imaš kakšen dan, cel frej, vikend, frej, kaj? Okej. Ja, imam pač sina in hči, takrat sem itak se moram skozi malo prilagajati, ne, zaradi tega, ker sem velikrat taksist
treba voziti malo naokrog. Potem probaš biti, zato ker smo mi veliko časa prebijamo tako nota, ne, ali so to studiji, ali so to prostori za vaje, ali so to, ne vem, bari. Probaš je čim več ven, se pravi, se rad smučam ali pa polet, učim se kajtati, tenis, gremo nekaj bolj svež zrak, ali pa jaz imam raje, da je malo bolj hladno, kot pa vročine ne prenesem toliko, in tako da grem veliko polet v kakšne višje lege, zato da se malo pohladiš. Veliko je enega druženja, se pravi, toliko enih ljudi imaš okrog, da si skušaš najti čim več časa, da se z vsemi malo podružaš in poveseliš in tako. Evo, pa se ustava kle, samo moram imeti okrog zdaj, oziroma tam na neko parkirišče. Ana, zdaj smo pred Areno Bonifika, kjer bomo čez v bistvu drug let, ampak zelo kmalu je to, 9. marec, imel tukaj koncert in jaz vem, da boš ti v prvi vrsti, ampak vseeno imam jaz presenečenje za tebe z naše strani, da povabiš še koga ali pa mu daš za darilo, ker karte verjamem, da že imaš. Še 2, da bo družba večja in da boste glasnejši. Točno za 9. marec ob 8. začnemo in bo noro. To bo ta prvi v bistvu koncert, začetek naše turneje in takrat bomo v najboljši formi, se mi zdi. Izvoli. O moj bog. Izvoli. Najlepša hvala. Jaz mislim, da je to šlo v ravno ta prave roke. Vedno. Boljš ne bi mogel biti, a ne? Ja, absolutno se strinjam. Evo. Še ne vem, sem iz sklepa še ne, če sem bil. Ne, a ne? Koliko je pa to novo? 1 leto. Wow. Nerealno. Jaz sem še zmeraj v šoku, res sem. Drugače sem zelo uživala in je res škoda, da je tako. Dovolila mi je voziti, ne? Kar je že nek znak zaupanja. Zmeraj je zanimivo spoznati nekoga, ki uživa v tvoji muziki, ki se jo ustvari skozi ta čas in da lahko še voziš avto, ki je super, pa da ni tako, da ne rabiš kaj preveč skrbeti. Ob takem vremenu in se voziš iz Kopra v Portorož in Piran. Čez par tednov se spet vidimo, tukaj zelo zraven. Ja, en lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Kapris in hvala Volkswagenu za zaupanje in za super avto, ne, da smo lahko uporabljali. Saj, veste, ne, se še vidimo velikokrat.